En prisrčen pozdrav, tokrat v solo izvedbi. Malce spet propagiram tolo vodibologijo, sicer antifeministično. Če donirate za tele podcaste, pač dobite tolo majico. Enih 30 evrov pričakujem. Potem vam jo pošljem na dom od L do XXXL, na 3 velikosti imam. Ampak danes se vam javljam zato, ker sem bil včeraj zaprepaščen zaradi tega levega novinarskega turboenoumja. Turboaktivisti so levi novinarji, izbranci tam, ki so že na draftu prišli sploh na RTV, zato ker so bili levo politično usmerjeni. In zdaj ta levi aktivizem novinarjev, tudi STA, pa zdaj RTV-ja, seveda še kakšnih drugih medijev, ta FDV, kot po tekočem traku proizvaja samo levosučne aktiviste, novinarje. Moja moralna dolžnost je, da pač povem, da to ne vodi nikamor. Slovenija je osiromašena za en velik del desnih intelektualcev ali pa konzervativnih intelektualcev, med katere tudi sam sodim, in to zaradi psihoanalize. Rdeča nit mojih vseh, tako rekoč, nastopov je psihoanaliza. Tokrat je pač vezana na ideologijo, namreč moji 3 podiplomski študiji so bili vsi 3 vezani na psihoanalizo, ampak tudi na ideologijo. 2 sta bila vezana na ideologijo in konec koncev en vodilnih teoretikov ideoloških mehanizmov je Rastko Močnik, upokojeni sociolog kulture na Filofaksu. Jaz sem tudi magister sociologije kulture, tako kot eden od govorcev včerajšnjih, Gorazd Kovačič. Mislim, on ni sociolog, on je aktivist, sindikalist, agitator, levi aktivist ali pa levi turbohlapec. Ne vem, kako bi drugače rekel, ne. Se pravi, Rastko Močnik je meni na sociologiji kulture predaval teorijo ideologije, zato se na ideologijo zelo dobro spoznam, bolj kot kakšna, kaj je že tale bila, Jasmina Jamnik, to si je dala duška v eter, govorila, da ona sploh ni leva, take nebuloze, ki se sploh ne spozna, tako rekoč na nič vezanega na politiko, na ideologijo, niti na RTV. Se pravi, nič takega, kar bi ji dalo vedeti, na kakšen način je RTV vpeta v politiko in ideologijo. Kakšen SMS sem mogoče dobil. Telefon mi piska. Igor Ebergant, pol ure sem ga poslušal v radijskem ekspozeju. Zdaj, to, da sem jaz bil izjemno dober študent, ampak v tem družboslovnem kontekstu na fakulteti za šport, to je najbolj vedela Igorjeva mama, Marija Knez Bergant, knjižničarka. Jaz sem kot študent objavljal v reviji Šport, ona dela te neke recenzije, in ko so me blatili neki moji stanovski kolegi, se je ona zame potegnila in zagovarjala pluralizem mnenj, strokovnih mnenj. Tale njen sin, ko je imel tiste oddaje, malo drugačne, iz Planice, kot športni novinar, so ga kritizirali, sem jaz šel k mami, pa sem rekel, izredno dobro je bilo tole. Drugačno, ampak bilo bolj večplastno, več vidikov je izpostavil, drugačen pristop, drugačen koncept, in tega Igorja Eugena Berganta sem jaz hvalil svoj čas. Tudi ko je prišel v Odmeve, ko sem njegovi mami rekel, da je tako sposoben, da je boljše, da je v teh širših novinarskih kontekstih vpet v slovensko družbo kot samo na športnem področju, kjer je bil tudi dober. Ampak zdaj se je pa izmaličil.
On se je, in se ne bi smel, tako kot vsak novinar ne, se politično opredelil. Ne. Zadnja stvar, kar sme doleteti novinarja, je odkrita politična opredeljenost. Ne. In ta Igor Ebergant je politično opredeljen, tako kot že omenjeni sociolog, doktor sociologije kulture, se mi zdi, da je Gorazd Kovačič ali pa tale Dragan Petrovec. Ne. Ta je tudi levi turbo hlapec, ima vse privilegije kot profesor, dobi številne intervjuje. Ne. Zdaj, tisto, kar pove strokovnega, se ne bom rekel, da je mimo bežno, ampak bodi strokoven in ne vpletaj se v politiko. Tudi mojemu mentorju, pa Žižku, torej omenjenemu Rastku Močniku, Slavoju Žižku, Mladenu Dolarju, očitam, da podpirajo levico kar stihijsko. Že prav, da podpirajo neke prosocialistične kontekste njihovih programov, ampak vsi trije so mojstri psihoanalize in vedo, da otrok rab moškega očeta in žensko mamo, in vedo, da je pluralizem tisti, ki je dobičkonosen za neko nacijo, za Slovenijo. Mi osiromašimo na ta način, ko diskreditiramo konzervativne intelektualce, da ne smejo v medijski eter, mi onemogočamo Sloveniji, da bi se dvignila nad ostale, prišla na zeleno vejo. Mi prepovedujemo, se pravi, nacija, levi režim prepoveduje drugače mislečim, konzervativno mislečim, da pridejo v mainstream medije. Ne samo te Delodnevnik Večer, ampak na RTV, tudi na Pop TV. Jaz tam vegetiram na tistem faktorju, ki je pluralen. Tam so levi, smo levi in desni. Jaz se imam sicer za levičarja. Tako, po duši, srce na levi. Ampak zaradi psihoanalize sem konzervativen, tako kot je bil Freud. In v slovenski državi se ne sme biti drugače misleč. Se pravi, konzervativno misleč. Ker ti levi režim tega ne pusti. In včerajšnja stavka je absurd vseh absurdov v kontekstu novinarstva. Ti levi novinari so turboaktivisti. Se pravi, turboaktivisti so novinari nacionalne medijske hiše in STA-ja. Dveh medijskih hiš, ki ne bi smeli biti politično opredeljeni. Novinarji bi morali biti neutralni, pa niso. In pa vpijejo, mi nismo hlapci. Spoštovani, ja, kaj drugega pa ste kot hlapci levega režima? Vi ste eni navadni hlapci levega režima, dolžniki levemu režimu, ker le na ta način tako tuhtate, imate zagotovljen kruh. Če boste lojalni, vodilni politični opciji, tako, iskreno rečeno, 3/4 Slovencev je levo politično opredeljenih, zaradi NOB-ja. Ne toliko zaradi cerkve, ampak zaradi NOB-ja. Se pravi, vsi ti levi novinarji, ki ste stavkali včeraj, vi ste hlapci levega režima in to vam govorim kot levičar iz legla komunistov, iz zasavskih revirjev. Jaz sem okroglo mizo delal, da je biti čast revirčan, da je bilo to nekoč čast. Mi smo imeli Orjuno, mi smo dali prvoborce. NOB-ja se ne da predstavljati brez delavskega razreda, brez rudarjev, brez rdečih revirjev. In zato sem jaz organiziral okroglo mizo. Jaz sem jo vodil, moderiral, skoraj 25 let nazaj. Močnika sem imel na odru, Tončija Kuzmaniča, ki je pol leta nazaj umrl, pa Božidarja Debenjaka, vodilnega marksista. In poskušal našim krajanom dopovedati, da biti prosocialističen je bilo svoj čas, 100 let nazaj, ali pa 90, 80 let nazaj, da je bilo to plemenita stvar. Upreti se okupatorju je bilo plemenito. Potem je prišla vojna
tam vsak človek, vsak moški postane žival in ljudje so postali živali. In levi in desni, oziroma in partizani in domobranci. In jasno je, vse vojne imajo, po vojne poboje. Ampak kaj so naredili ti levi hlapci, novinari? Da je bil včerajšnji dnevnik nekrofilski, brezopozicijski. Da je tisti Dežman spet prišel do besede in razkopava tiste kosti, možina mu pa to dovoli, brezopozicijsko. Tako brezopozicijsko je bil včerajšnji dnevnik, ne zato, ker ste stavkali, ampak zato, ker je že 10, 20, 30 let nacionalna televizija levorežimska, desno mnenje oziroma konzervativno mnenje se ne sme uveljaviti. To ni prav, to ni prav. To je slabo za narod, to je slabo za državo. Mene ni na nacionalni televiziji, izjema je bil eden, Pirkovičev, predlanski celo, neka oddaja na 3. programu Odkrito, kjer sem s Kadičem pač lahko z masko gor sicer, v kriznih časih, lahko govoril, da se v času najhujše epidemije, pandemijo, ne more stavkati, da se ne sme kolesariti, zato ker so medicinski vidiki takšni, ne zato ker je pod medicinskimi vidiki ali pa ukrepi podpisan predsednik vlade, ki je pač bil takrat Janez Janša. Takrat sem po letu 15, ko sem drugič sesul družinski zakonik kot levičar, v tej isti oddaji, ko je bila še na 1. programu, v Odkrito, skupaj s Cirilom Ribičičem, pa še 2 pravnikoma, ena je bila tale Neža Šalomon Kogovšek, drug pa Jože Podgoršek, ali kaj že, iz Nove Slovenije, 3 doktori prava in moja malenkost. Takrat sem jaz vse prepričal, da otrok rab moškega očeta in žensko mamo. Ampak danes, ne samo, da imam terapijo, tudi košarko imam in ne gremo v Ljubljano na ta shod. Ampak ljudje, če me poslušate, pejte na ta shod. A ste levi, a ste desni. Otrok rabi moškega očeta in žensko mamo zato, da razreši Oedipov kompleks in razvije moralno razsodnost. Kar me je v zadnji areni, v nedeljo, Andrej Perko zelo dobro povzel in me adekvatno zamenjal. Se pravi, v 10 letih sem zato, ker sem sesul 2 družinska zakonika kot levičar, izoliran iz nacionalne televizijske hiše, tudi radija, zaradi tistega enega nastopa, ki je bil odločilen za to, da je drugi družinski zakonik, ta noveliranje zakona ZZDR iz leta 1976, da je bil zavrnjen referendumsko. Aleš Primc je rekel, 100.000 levičarjem si ti dopovedal, da otrok rabi moškega očeta in žensko mamo, 100.000 levičarjem. Zato smo zmagali. Jaz kot levičar sem to naredil, ker je to moralno prav. To je moralno prav. Kaj delate pa levi intelektualci, tudi omenjena trojica? Vi zagovarjate enoumje. Vi ne dvignite glasu svojega in rečete, ni prav, da na nacionalni televiziji vlada enoumje. To ni moralno prav. To je nesprejemljivo za demokracijo. Za vsako normalno državo je to takšno enoumje, tak totalitarni pristop pri pranju možganov. To je nesprejemljivo, to je sprevrženo. In levi intelektualci, date glavo dol, pa molčite. Jaz se pa kot levičar izpostavim in svojim govorim, da to ni prav, da morajo tudi drugače misleči priti do izraža. In tem novinarjem bi moral nekdo naliti čistega pelina, ne vina, pelina, če ne bojo še bolj opiti od tega, da mislijo, da imajo prav. Čistega pelina, da zapeče no to buč, če imajo sploh. Da ne morejo furati enoumja. Da se ne borijo za novinarsko svobodo. Oni se borijo za levi režim, za levo enoumje. Odsotnost pluralizma je smrt in škodljivo za vsako državo. In levi, politično levo opredeljeni novinari se borijo za to, da svoj vidik, svojo politično opcijo favorizirajo.
drugače misleče bi pa poslali, če bi bilo to mogoče, na Goli otok, ali pa še raje predkazenski vod, pa počus, to bi naredili, ker takšen je človek. Sam vam povem, da še neki, ne, tudi to je človek. Namreč, če se ljudem dogaja krivica, to so na živalih delali, Harry Harlow, se mi zdi, a kdo je bil, ne, ta je na dojenčkih delal. Nek psiholog je delal eksperimente na opicah v kontekstu moralnega razsojanja in dokazal, kako opice znorijo, če se jim dela krivica, da ne dobijo recimo za plačano delo neko nagrado, neke bučke namesto grozdja. Opice čutijo krivico, kaj šele ljudje, ko se ne smejo zavzemati za svoje poglede, ki jih razvijajo, legitimno utemeljujo, ko ne smejo pristopiti k nobeni javni razpravi, ko jaz kot drugače misleč ne smem spregovoriti, da sta spola različna, da je feminizem smrtonosen, ker enači oba spola, da meni brišejo oziroma že posnet intervju na Radiu Slovenija ne smeje v eter, ker tam nek tonski mojster, volilec Levice v Mariboru, kliče svoje firerje, da sem imel intervju posnet in da škodi levi ideologiji. Jaz nisem smel iti v eter. To je ta cenzura teh levih hlapcev, levih urednikov, ki so jih zdaj zamenjali. Jadranka Rebernik, Igor Pirkovič, Jože Možina. To so vsi čist normalni ljudje. Mogoče imajo kakšen zamik v kakšno smer, recimo Možina, ko propagira recimo domobranstvo ali pa ga zagovarja, ga utemeljuje. Ampak v nekem pluralnem diskurzu se te stvari lahko zmenijo med civiliziranimi ljudmi. Se lahko pogovarjamo. Mi se ne smemo pogovarjati, ker je levi režim na sceni. Moj intervju je bil umaknjen oziroma nisem imel v eter posnet intervju. To dela leva scena. To dela levi hlapci. Ne, mi nismo hlapci. Kaj pa ste drugega kot hlapci levega režima? In pričakujete, da boste gor vzeti, da boste nagrajeni, da se bo zbokovalo v zvezde, da boste dobivali nagrade in seveda jih dobivate. In potem pride nagrajenec tam, ne vem česa, Goran Vujnović, kot slavnostni govornik. Kot je tam en Tadej Golob pobira vse nagrade, ker je levi hlapec, pač pisatelj. Ko pride tam nek pesnik, pesmice pet, človek božji, kaj že? Boris A. Novak, pesmice tam poje, ali ne reklamira. Pesništvo je bila domena 17., 18., 19. stoletja. Danes briljirajo kolumnisti, kritični misleci, blogeri, mogoče pisatelji, ne pa pesniki. In pa je en tam tonski mojster pred tistim direktorjem deklamira pesmice. Ne pesmice, jaz poezijo imam jaz. In potem je slavnostni govornik. Mislim, to so taki absurdni bili, ki se jih da skozi etični imperativ ovršti. Leva scena je v zablodi, levi novinari kot hlapci levega režima, leve ideologije so v zablodi, zato ker so v neskladju z etiko, s kategoričnim imperativom, ki ga poznajo vse kulture, od Egipčanov, starih Grkov, Kitajcev, tudi verjetno Inkov, pa Amerike, vse do krščanstva, ki ima svoj kategorični imperativ. Ne stori tistemu, kar ne želiš, da drugi stori tebi. In te levi novinari delajo točno to, kar ne bi želeli, da bi delali desni novinari, če bi ti obstajali njim. Oziroma zdaj se pritožujejo, ker sklepajo po sebi. Zdaj bo pa desnica prišla in okupirala RTV, tako kot smo imeli pa prej, pa mi okupirano, in zdaj bojo desničari isto, kot smo bili mi. Se pravi, mi smo prali možgane v eno smer, zdaj bojo pa oni prali v eno smer. Pustimo. Včerajšnji dnevnik je malce dišal po pluralnosti, ampak ni bil.
tema teh nekrofilskih odkopavanj kosti je bila mimobežna. To je simptom možine, pa tistega neozdravljenega pacienta, nekrofila Dežmana. Ampak sicer, če se desnica loti tematiziranja neke teme, arena je bila taka, ne samo levičari niso prišli zagovarjati svojega tistega zblodnelega in zato niso prišli pogleda na družine, na posvojitve. Ampak desnica, da levi in desni možnost govorjenja in potem naj argument moči zmaga, ne torej moč argumenta, ne pa z pozicije moči nekomu zavežete usta, ne, in ne more povedati svojega mnenja. Vi boste pripeljali zaradi teh krivic, prej smo omenili te opice, demolirale kletko zaradi krivic. Vi boste dosegli, leva scena, da se bo našel, pa ne da to pozivam, svarim vam, da se bo našel, ker poznam moško duševnost. Amok napadalec, vstopil v RTV, bo vse postrelil, a pa še kam drugam. Zato, ker teh krivic, tisti, ki drugače mislimo kot levi režim, pa sem levičar, ampak sem konzervativn, ne bomo več prenašali. Ne bomo več prenašali. Zdaj pa tolo stvar, bi jaz moral včeraj povedati, ko so oni stavkali, če bi smel na televizijo, sam kaj hujga, jaz sem pa za NOB, jaz pa ne smem, ok, dej govor od družin, tam te poslušamo, ne pa govoriti od NOB-ja, desnica me ne mara, ker sem pro-NOB-ovski, pro-partizanski, kljub temu, da trdim, da je rdeča zvezda simbol vagine. Kaj če drugega biti, psihoanalitično gledano. Skratka, moralna presoja levih intelektualcev je na psu. Kaj teh levih ovc, aktivistov, turboaktivistov, Jasmina Jamnik, Bergant, Vasov, ona Helena, sindikalista, Milinković, kaj je, pa ona Pirc, pa to so vsi levi aktivisti. Kdo bo pa uslišal enega Žiga Turka? Žiga Turk naj pove, ali pa Bernard Nežmah. Bernard Nežmah, ki je levičar, mladina, naj pove okrog pluralizma in enoumja. Če že mene ne upate, če se mojega vulgarnega jezika bojite. Jaz sem vulgaren tam, kjer smem biti, na nacionalni ne bi bil, ampak ne smem. Levi se me bojijo, ko hudič križa, desni pa tudi. In potem izvisim vedno. Ampak zdaj, ko pa treba reči Bobu Bob, okrog tega, da istospolni ne smejo posvajati otrok, tukaj bom pa mogoče dober. Bom prišel, ampak ne na ulico. Tam vojak pa ne bom na ulici. Jaz sem lahko v intelektualnih krogih sogovornik komorkoli. Ampak v državni zbor jaz nisem smel, že parkrat nisem prišel do besede, zato na zadnje Kordišu, k temu anarhistu pa jaz ne grem. Skratka, tale informativni program je popolnoma izmaličen, tudi zelo tale, vse je mogoče profašističen, ampak fašizem je bila ideologija popolnoma korektna. Giovanni Gentile je razvil filozofijo, slučajno bil tudi potem šolski minister pri Mussoliniju in zdaj ima fašizem slabo konotacijo zaradi tega, ker je bil Mussolini fašist. Ampak fašizem je filozofija, ki je popolnoma legitimna. In ta konzervativni del, ta Melona, kaj že, ta ženska je zmagala. Je zmagala zato, ker je bila konzervativna, ker ima pogled ne na ekonomijo toliko, na migrante, pa na tradicionalizacijo družine, tak, kakršen ga ima, kakršen normalen človek tako gleda, tako razvije ta pogled. Zato je zmagala. En Orban popolnoma zgledno vlada svoje državi, lojan svojemu narodu. In to je Igor Lukšič lahko povedal, ampak ne na nacionalni televiziji, niti ne na Nova 24, na Faktorju. Poglejte tisti Faktor, ki je Igor Lukšič govoril o Orbanu. Nam pa, mi smo vrak, ne sosed, vrak, mejak. Mađarom. Tako gledamo na Orbana, oziroma levi režim tako gleda na Orbana.
ker mi nismo pripravljeni spoznati, da smo ljudje takšni in drugačni. Eni smo bolj konzervativni, eni so pa bolj anarhično-liberalni. In te anarhično-liberalni so, če so moški, bolj pokvarjeni. Desni se vsaj Boga bojijo, ali pa imamo čut za moralno razsojanje. In jaz ga imam. Zato se izpostavljam, ker je to moralno prav. Shod za javni RTV. Kak javni? Vi ste se včeraj zbrali za to, da ohranjate televizijo levo sučno, namesto da bi bila pluralna. Zato ste se tam repenčili in ne prvič. Borimo se za javni interes, za javno TV. Ma kako javno je TV? Vi se borite za to, da ohranjate levo enoumje. In to ni prav. In levi intelektualci, sram vas bodi, da svojo razsodno močjo ne zaznate tega in da nimate jajc, da bi to povedali v eter. Se vas bi rezali, ampak da se poveda tudi kje drugje. Tudi jaz sem šel na Nova 24 ali pa na Planet TV. Vsi plačujemo naročnino, vsi. In zdaj jaz jo plačujem za to, da se konzervativno mnenje ne sme širiti, da se antifeminizem ne sme zoprstaviti feminizmu, da se LGBT in njihova patologija ne sme razkrinkati. Zato jaz plačam naročnino RTV-ja. Zato, da imate vi, levi turbo hlapci, novinari, plače, pa še večje plače bi radi imeli. Strah pred pluralizacijo leve scene, ta je ključen, da vi delate shode, ki so moralno sporni, ker so pristranski, ker niso v skladu z etičnim, torej Kantovim kategoričnim imperativom. Se pravi, ravnaj tako, da bo tvoje ravnanje lahko postalo zakonitost v tej družbi in potem bomo vsi v povprečju bolje živeli, bolj normalno. Ne, vi ste pa pristranski, vi ste egoistični, vi ste politično opredeljeni. In to ni prav. Bodite, imejte Mladina televizijo ali pa Radio Študent. Desnica ima Nova 24 TV. Imejte jo, sem ne nacionalno televizijo. To pa pustite primer. Ker tam mora pa vladati levo in desno mnenje. Liberalni pogledi in konzervativni, tradicionalni. In ok, če je Studio City, potem naj ima cirkus svojo oddajo, ampak Studio City naj bo levi, potem pa naj bo Malharje Panorama ali pa Arena. Tam, kjer se bo ta soočila levo in desno mnenje. Ne, da zganjate levičarji enoumje. Že 30 let. Levi novinarji se imate za borce in boste do zadnjega diha se borili, ker mislite, da ste v vojni. Saj ste v bratomorni vojni z drugače mislečimi bratje Slovenci. Brati Slovenci. Ma ne da se mi več tole govoriti. Maj sem not padel, tako kot vedno. Vem, da me nekateri tiho podpirate. Ne? Vem. Ne? Vete. Tole si nabavite. Vodebologija ni samo ti mi fa fala, ampak je tudi kritična misel, ki tangira trenutno bolj levo sceno kot desno. Hvala za pozornost.